Torej, ime mu je Nugget. V Sloveniji je morda ne tako zelo znana znamka, vsaj splošno ne, ampak moja kratka neformalna anketa v bližnjem kampu med tamkajšnjimi avtodomarji mi je dala hitro potrditev, da gre za kar precej uveljavljen model. In če ne drugega, na ulicah Kölna sem videl kar nekaj starejših Nuggetov, narejenih na prejšnjih verzijah Fordovega Transita, kar pa seveda ni nobeno presenečenje, glede na to, da je Ford v Evropi doma prav v Kölnu. Forda Nuggeta dobimo v dveh verzijah. Na voljo je recimo tudi v verziji, ki je zelo podobna Volkswagenovi Kaliforniji, v Sloveniji bistveno bolj znani, no tokrat pa testiramo Nuggeta Plus, to je verzija s trdo streho, s trdo mansardo. In glede na to, da bo noč kar hladna, se pravi blizu 5 stopinj Celzija, mislim, da je odločitev kar pravšnja. No, Nugget Plus seveda ni Fordova pogruntavščina, seveda gre za nadgradnjo znanega avtodomarja Westfalia. To je recimo tisto podjetje, ki je poskrbelo tudi za Volkswagenovo Kalifornijo in pa seveda še za množico drugih avtodomov, predvsem tistih, ki so ponavadi bolj potovalne narave, se pravi tistih avtodomih, ki v osnovi izhajajo z kombijev, ki so dokaj majhni in omogočajo na nek način večjo svobodo. No, Nugget Plus je visok 2,85 metra. To pomeni, da tale trda bunka na strehi z sabo pobere kakšen davek, se pravi, ne boste mogli zapeljati prav vsako mestno garažo. Tudi kakšni trgovski centri imajo omejitev višine. Za razliko od Kalifornije pa Nugget ponuja tudi stranišče. Kar se zdi nenavadno je to, da na posteljo splezaš tako, da stopiš na kuhinjski pult. Seveda ne v korito in ne v kuhalnik, ampak na točno določen ojačan del pulta. Je pa mansarda povsem ločen samosvoj del tega avtodoma. Postelja spodnjega dnevnega dela niti ne ovira. Pospravljeno boste zato imeli predvsem zato, ker je nad mizo pač bolj prijetno imeti več prostora nad glavo. No, ta bolj udobna postelja, bolj topla postelja tam gor v mansardi, pa hkrati pobere en majhen davek tudi med vožnjo. Namreč izza volanskega obroča se ta veliki Ford med vožnjo čuti kot mali Ford. Nad glavo imaš povsem enako občutek kot v tistih najmanjših, tistih nizkih transitih, oziroma turnejih. Nekako kar pozabiš, da jih imaš dobrih 80 cm tamle gor nad glavo. Seveda smo ta kombi preizkusili tudi na nemških avtocestah in lahko poročamo, da je bila vožnja tam do 130–140 precej prijetna. Nad to hitrostjo pa je bila smerna stabilnost bistveno poslabšana. Seveda pa so avtocestne vožnje pri avtodomih zgolj premostitvene etape. Po njih se peljemo, da hitreje pridemo do tistih lepih cest, do tistih idiličnih, panoramskih koncev, ki pa nam na to ponudijo še tisto pravo, tisto za dušo.